Se slišimo, ne? Ok, super, lep pozdrav. Jaz sem Špela Reš, prihajam iz nevladne organizacije Logout. Jaz upam, da ste že kaj slišali za nas. Če pa niste, bom pa danes malo več povedala o našem delu. Ne samo o naših programih, povedala bom predvsem tudi nekaj o naših izkušnjah v zvezi z zasvojenostjo. Mi se namreč ukvarjamo, smo specializirani za pomoč osebam, ki imajo težave s prekomerno uporabo spleta ali pa so s spletnimi vsebinami celo zasvojeni. Tako da bi rada iz prakse podelila malo izkušenj. V osnovi bi povedala, no, mogoče, da osnovno stališče Logouta je, da je internet ok, sam po sebi. Ne rabimo izklapljati, ne rabimo jemati, ne rabimo skrivati, ne rabimo abstinirati, ker je pač toliko časa tak, da to potrebujemo za delo, za učenje. Seveda težava je, ko tiste vsebine, ki nam nudijo neko ugodje, ki nam je fajn ob njih, prevzamejo funkcijo reševanja nekih težav, čustvenih stisk in zaradi tega lahko pride do zasvojenosti. Tako da je pravzaprav ta del lahko problematičen. Mi naše uporabnike spodbujamo k konstruktivni uporabi naprav, nimamo v programu nekega abstiniranja oziroma neuporabe naprav, ampak predvsem učenje, kako bolj konstruktivno uporabljati neke spletne vsebine. Pa bi vam jaz za začetek spustila en video, mogoče, če je kdo na kakšnem našem predavanju že bil, ga je mogoče že videl, pa tudi nič hudega, če ga še enkrat pogledamo. Ta posnetek sem izbrala zato, ker zelo fajn ponazarja enega od simptomov. Enega od simptomov zasvojenosti in o takih vedenjih poročajo tudi starši, s katerimi se srečujemo in tudi sami uporabniki. No, pa si ga dajmo kar pogledati. Lahko kaj pokomentirate? Brez besed. Ja. No, jaz, ko sem iskala nove videe, zdaj v teh zadnjih dneh, na to temo moram povedati, da sem na YouTubeu naletela na en video, ki je bil bolj bizaren od drugega in bolj zaskrbljujoč. In tudi iz prakse lahko povem, odzivi, o katerih poročajo starši, ko odvzamejo napravo, ko izklopijo, ko naprava crkne, ko internet počasi dela, to, kar smo videli, relativno blag odziv. Relativno blag odziv. Mi imamo izkušnje z fizičnim napadom na starša, samopoškodovanjem, grožnjam s samomorom, grožnjam, da bo skočil 7. štuka skozi okno. Vse sorte primerov smo že imeli, in to pravzaprav govori samo o tem, koliko zelo pomembna je ta vsebina na spletu. Tako močna emocionalna reakcija, ponavadi je agresivna, usmerjena navzven, lahko je tudi usmerjena navznoter, lahko je v obliki pasivizacije, ampak tako močna emocionalna reakcija, ob odvzemu ali pa kad crkne naprava, kad nimaš dostopa, je eden od simptomov. Je eden od simptomov, ki kaže, da je tukaj ena težava, takrat se alarmi sprožijo. Tukaj smo videli celo paleto emocij. A ste videli, od euforije, kaj je fantu šlo, kaj mu je ratvalo v tej igri, do hude frustracije, kaj je računalnik crknil, potem jeze in do hudega besa, potem, kaj ga je pol izrazil navzven. Ja, zdaj mogoče bi tele 3 pojme razložila pri nas oziroma v splošnem ločimo uravnoteženo uporabo spleta, ločimo prekomerno uporabo spleta in ločimo tudi zasvojenost z različnimi spletnimi vsebinami. Jaz na srečo lahko povem, da je pri nas v naših svetovalnicah pretežno imamo primere prekomerne uporabe. Ne toliko tudi zasvojenosti, ampak večinoma prekomerne uporabe. Nekje raziskave ocenjujejo, tudi slovenska raziskava, ki jo je, mislim, da 2015 naredil Nacionalni inštitut za javno zdravje, so ugotovili, da nekje 3,1%, okrog 3% populacije, ki uporablja internet, je v nevarnosti, so v riziku, da razvijajo zasvojenost. In tudi evropske
raziskave so tam od 3 do 5% populacije, kar tudi ni malo v bistvu, a ne? Ni to majhen procent. Pri nas v glavnem, kot rečeno, obravnavamo prekomerno uporabo. Kaj zdaj to pomeni? Mi uravnoteženo uporabo spleta, to je tako vprašanje za $1 milijon, ne? Kaj zdaj uravnotežena, koliko časa, je to 2 ure na dan, a je to samo tisto, kar rabiš, samo za službo, pa nič druga, nič zabave, takoj stran, takoj ugasniti, težko je enoznačno odgovoriti, a ne? Najlažje je pravzaprav pogledati celoten dan uporabnika, kaj on v celotnem dnevu dela. Če je to recimo samo šola ali pa samo služba, pa pol cel prosti čas, neka zabavna spletna vsebina, a ne, to ni uravnotežena uporaba. Če ima on v svojem dnevu šolo, delo, potem nekaj učenja, nekaj druženja v živo seveda, a ne, v živo se te komunikacijske veščine razvijajo, skozi odnose se ljudje razvijamo, rastemo, spreminjamo, a ne. Če ima v svojem dnevu tudi neke hobije, neke interese, skozi katere se potrjuje, v katerih je dober, lahko so to športne, ustvarjalne, a ne, nekaj, v čemer uživa in se potrjuje. Če ima v svojem dnevu tudi medosebne odnose, bolj intimne medosebne odnose, pri otrocih so to odnosi s starši, na primer, a ne, pri odraslih so to odnosi s partnerjem, s svojimi otroci. In seveda v tem človek tudi nekaj zabave. Jasno, nekaj sprostitve, mora poskrbeti zase in za svojo sprostitev. In ta sprostitev na spletu ni problematična. To se pravi uravnotežene aktivnosti preko celega dneva. Temu mi rečemo uravnotežena uporaba spleta. Prekomerna uporaba spleta pravzaprav sama po sebi pomeni prekomere, veliko časa. Veliko časa, če pa vprašam uporabnike, zakaj, če vprašam po motivu, na primer, zakaj si ti 5 ur po šoli vsak dan na telefonu? Sem dobila prejšnji teden odgovor od enega fanta, 12 let je imel, je rekel, ja, sem res velik, ampak sem lahko, ker imam cajt. Ker imam cajt in ker nimam drugih obveznosti in ker imam možnost. Je čisto lepo iskreno povedal, a ne? In to je pravzaprav prekomerna uporaba. Njegov motiv je dolg čas, on ne ve, kaj bi počel, nima strukturiranega dneva, on ima šolo, pa ima pa prosti čas zase, nima nekih drugih ali obveznosti, ali hobijev, ali aktivnosti in možnost dostopa do telefona. Jaz grem staviti, da bi 90% mladostnikov, če bi jih v tako pozicijo postavili, izbrali telefon. A to pomeni, da je z 90% mladostnikov nekaj narobe? Ni. V resnici ne, ne? Ampak imajo možnost. In verjetno ste danes govorili, tudi gospod pred mano je o tem govoril, pa jaz bom tudi še kako besedo o tem rekla, splet je sam po sebi tudi zasvojljiv. Splet, a ne, je medij, ki je sam po sebi zasvojljiv. Ima določene lastnosti, ki nas nekako pritegnejo in zadržijo pred ekrani. Tako da prekomerna uporaba pomeni veliko časa, a ne, in pri takih primerih je tudi relativno lahko recimo pomagati uporabniku, tako pomagamo strukturirati čas, mu pomagamo postaviti neke cilje, poiskati še nek dodaten hobi in se relativno hitro lahko zadeve spremenijo. A ne, recimo 3-4 mesece je tukaj lahko že neka, seveda, če je uporabnik motiviran, so lahko že učinki. Malo težje je pri zasvojenosti. Pri zasvojenosti, ko vprašam, zakaj. Tudi se rečejo dostikrat zaradi dolgčasa, ampak zato, ker nimajo globjega vpogleda, ampak ko raziskujemo, ne, malo družinsko dinamiko, ne, pa kako živijo. Lahko tudi povem primer fanta, je bil tudi, pravzaprav je k nam prišel potem, ko je bil nekaj časa hospitaliziran na pediatriji, na pediatričnem oddelku, zaradi fizičnega napada na mamo, grobega, hudega fizičnega napada na mamo, 14 let je imel. In je pol po tej hospitalizaciji se k nam vključil, a ne, in ko sem se z njim pogovarjala, kako on živi, zakaj toliko časa ostaja na neko igro, igral spletno, a ne, mi je pravzaprav eno tako kar tragično zgodbo povedal, a ne, povedal je, da v družini obstaja alkoholizem, da je bil tudi priča nasilju očeta nad mamo, da je pravzaprav on se tam nekje 4., 5. razred je začel igrati računalniške spletne igre, se je začel umikati v svojo sobo,
a ne stran od teh prepirov, da jih ni poslušal, kako se dereta en na druga, a ne. V tej igri je bil dober, se pravi, je dobil tisto potrditev, ki bi jo moral dobiti iz te družinske, a ne, iz družinskega odnosa, iz potrditve strani staršev in tako naprej, tudi med drugim, a ne, je dobil preko igre in seveda je tam vztrajal, tam se je razvijal. In tako se je razvila zasvojenost. On je pravzaprav spletno igro reševal neko čustveno stisko iz naslova družinskih odnosov. In to so pravzaprav podlage za vse vrste zasvojenosti, a ne. Tudi tisti, ki reče, da je probal zaradi dolgčasa, a ne, mogoče nima uvida, a ne, če se zasvojenost razvije, gre za eno globjo psihološko problematiko, ki jo je tudi treba potem reševati in odkrivati. Tukaj je pa seveda malo daljši tretma, bom rekla, a ne. Leto, 2 leti vključenost v svetovanje oziroma občasno tudi napotujemo na psihoterapevtske, je kar velikokrat potrebno obravnave, pa se lahko zadeve spremenijo, a ne. Nekaj o naših programih, pa v naši statistiki. Mi pokrivamo tale področja, tamle so navedena, področje, ki ga imenujemo splošna zasvojenost s spletom. Ta lahko rečem, da je v zadnjih letih močno v porastu, predvsem na račun pametnih telefonov. A ne? Jaz, ki imam recimo delavnice v 4. razredih osnovne šole, pa vprašam, koliko od vas ima svoje pametne telefone, večina dvigne roko. A ne? To je staro koliko 10 let. A ne? 10 let, to se pravi, imajo že svoje prenosnike, večino dneva dostop in seveda prenosnik ima dostop do spleta. Tako da splošna zasvojenost s spletom v praksi pomeni vsega pomal. Večinoma mladostniki, kjer so te vsebine, a ne, malo YouTubea, kakšne serije so zelo zanimive, veliko gledajo, kako drugi igrajo igre, recimo, to je tudi zelo zanimiva vsebina. Malo družbenih omrežij, vsega pomalo pa mine 5-6 ur. To mi imenujemo splošna zasvojenost s spletom. Pokrivamo področje zasvojenosti oziroma prekomerne uporabe računalniških spletnih iger. Naj povem, da v zadnjem času je tudi seveda s pojavom pametnih telefonov so zelo v porastu mobilne igre, se pravi igre, ki jih igraš na mobilcu. Ne tiste klasične za računalnikom, kar rabiš dobro škatlo, pa dobro grafiko, pa orang mašino, a ne, da lahko igraš neko igro, ampak na mobilcu. Te mobilne spletne igre imajo pravzaprav noter elemente, ki spodbujajo tako k gamblanju, kot tudi preprodaji oziroma trošenju denarja. Pa smo pri spletnem nakupovanju. Namreč večino mobilnih iger je sprogramiranih tako, da če želiš biti dober, ponudijo ti jo zastonj, imaš zastonjsko igro, nek osnoven koncept, če želiš potem, da je tvoj junak dober in primerljiv z ostalimi igralci, ti pa ponujajo proti plačilu, da se ti hiter upgrade, da se ti hiter, to se pravi, razvije junak ali pa da se ti eno mesto hitrejš postavi, a ne. In sem gledala neko statistiko, naprimer mobilna igra, Clash of Clans, zelo popularna igra, tamle, lejte, imam eno statistiko od 11 do 60, to je starost, ki jo pokrivamo. Naš najmlajši ima 11 let, najstarejši ima 60 let. Tale gospod pri 60-ih, naprimer, je bil zasvojen z mobilno igro Clash of Clans. Zelo popularna med mladostniki. Ta igra, naprimer, če ti želiš brez plačila to igro razvijati, boš za to igro potreboval 450 dni. Igra ti pa ponuja možnost ob dokupu, da se hitreje razvijaš. In če se želiš do maksimuma razviti, je ta statistika za to konkretno igro, zapraviš $22,000. Da razviješ, da si kompetitiven z ostalimi igralci. In mene ne preseneča, da imamo tudi primere 12 let, to je spet konkreten primer starega fanta, družina je prišla nekaj tednov nazaj, kjer je fant na skrivaj počasi očetu iz kreditne kartice po 1 evro, po 50 centov, to so take cene, a ne, recimo na teh igrah. 1 evro, 50 centov, 2 evra, je počasi pobral 500 evrov, a ne. Ko je oče to opazil, je seštel, da je že 500 evrov za neko igro spletno bilo porabljeno.
Kako je dostop do te kartice? Ja, nespametnost očeta. Enkrat je pustil na ekranu prižgan, je videl na ekranu, torej, ne link, prav dokdaj je kartica veljavna, pa številko kreditne, to sta pa edina dva podatka, ki jih rabaš, da plačaš preko spleta s kreditno kartico. Številka kartice pa veljavnost kartice. A ne? Še kakšen primer, smo imeli primere, kjer je fant naštimal nad ekran, nad tipkovnico svoj mobitel, da je snemal, kaj je oče odtipkal. Znajdejo se zelo. Smo imeli primere, kjer je fant namazal tipkovnico kakor z enim vazelinom, da je odtise iskal, kjer odtisi so bili puščeni in tako preigraval možnosti gesel in tako naprej. Zelo se znajdejo, zelo lahko rečemo, da so pismeni, ampak zelo nekritični, kar se tiče uporabe spleta. Ja, tako da sodobne mobilne igre zelo spodbujajo tako k gamblanju, kot tudi k nakupovanju. K gamblanju zato, ker ti vse igre ponujajo neke tako imenovane skrinjice, lootboxe recimo, neke skrinjice, v katerih ne veš, kaj te čaka. In tudi grafika teh skrinjic je, kakor da bi slot mašino gledal. Kaj bom zdaj dobil in je tisti stril. Kaj bom dobil unta dober, tisti, kar jaz rabim za mojega junaka in so euforični in komaj čakajo. Ja, sej da ne začnem s to zgodbo. Potem so pa te skrinjice narejene tako, da se ne odpre takoj. Skrinjico lahko odpreš, na primer, po 3 urah. Če želiš skrinjico odpreti takoj, plačaj. In seveda, to je industrija, to je biznis, to je industrija, ki zaposluje vrhunske strokovnjake, da za določene ciljne skupine oblikujejo take igre, take vsebine, ki pritegnejo in zadržijo in še trošijo. In tega se naši mladostniki zelo premalo zavedajo. Ja, 11 let, najmlajši, najstarejši 60, nekje 100 uporabnikov na mesec, nas obišče, imamo 2 centra, Ljubljana, Izola, od tega je recimo 60 do 70 uporabnikov kontinuiranih, to pomeni, pridejo k nam enkrat na teden za 1 uro v svetovalni proces. Ostali so pa starši, svojci, ki jih tudi vključujemo v tem našem programu. Približno povprečno 1 leto so vključeni v program. Čeprav sem prej rekla, da je večinoma prekomerne uporabe, morate vedeti, da zelo veliko mladostnikov starši skoraj da privlečejo skozi naša vrata. In so nemotivirani, ne želijo, ne vidijo, da imajo težave, mama je problematična, kaj je staromodna, pa pojma nima, kaj danes mladi delajo. To je v bistvu problem in nimajo uvida v svojo problematiko, niso motivirani za reševanje in mi kar precej časa porabimo, tudi več mesecev včasih, da navežemo en pozitiven stik, odnos in potem motiviramo za spremembo. Ja, tamle imam en primer 48-72 ur v kosu. Na srečo takih primerov ni veliko. Smo pa imeli kar nekaj drastičnih primerov, kjer sta v bistvu, to sta bila 2 nepovezana primera, kjer sta fanta po en 48-urnem igranju igre, en po 72-urnem potrebovala hospitalizacijo zaradi podhranjenosti in dehidracije. To pomeni, to so taki maratoni, recimo spletnih iger, brez spanja, brez hrane, ob Red Bullih ali drugih energijskih pijačah. In v teh 2 primerih je bil fizični kolaps od izčrpanosti. Imeli smo tudi primer fanta, ki je doživel infarkt. Na srečo je preživel, ampak se je tako v igro užival, je blazno tudi osebnostno zelo tekmovalen in če te malo po YouTubu pobrskali, recimo, če te vtipkali gaming rage, game rage, malo vtipkajte pa boste videli te reakcije, gamerjev, ki padejo v igro, pa ki jih jezika zgubljajo ali pa kdo neko napačno potezo naredi, in seveda to je lahko tudi za telo zelo obremenilno. Tudi mi pa opažamo velik porast duševnih težav. V zadnjem času imamo ogromno mladostnikov, ki imajo pravzaprav v osnovi ali imajo neka depresivna razpoloženja, so suicidalni, imajo samopoškodovalno vedenje, primer smo imeli obsesivno-kompulzivne motnje, se pravi neke druge duševne težave, na katero je pol pravzaprav zasvojeno s spletom nacepljena. In je v osnovi treba reševati tisto osnovno.
Ja, zakaj je splet tako privlačen? Danes ste o tem že kar nekaj slišali, a ne? Je sam po sebi zasvojljiv, je medij, ki nas zasvoji, čeprav so že desetletja nazaj govorili za televizijo, a ne, da bo pokvarila mlado generacijo, vsi bodo zasvojeni od televizije. Je seveda televizija proti spletu precej bolj, bom rekla, manj nevarna, a ne. Splet je sam po sebi medij, ki je zasvojljiv. Zakaj? Lahko je dostopen, poceni je, v žepu imamo dostop, takoj. Nudi nam ugodje takoj. Jaz mislim, da je to en zelo pomemben faktor. Prej, ko smo gledali tiste tri, zasvojenost, prekomerna uporaba, pa uravnotežena, ljudje postanemo zasvojeni od vsebin, ki nam dajejo ugodje. Se pravi, predvsem vsebine, ob katerih doživljamo ugodje. Nam je fajn, se sprostimo, kar je povezano tudi s kemičnimi procesi v možganih, a ne? In to so tiste zasvojljive vsebine. In mi seveda preko spleta dobimo ugodje takoj. V sekundi, ni se treba potruditi, ni se treba pomatrati, počakati, vložiti, a ne, nekaj v to, ampak je dostopno v sekundi iz udobja domačega naslonjača. Še eno pomembno lastnost ima internet oziroma splet. Lahko to ponazorim z enim eksperimentom, ki ga je gospod Skinner delal v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Njega je zanimalo, kako se živ organizem odziva na ugodje. To je delal na primeru golobov, ugodje je sprožil s hrano, a ne, in je naredil dve skupini. Eni skupini golobov je hrano, torej ugodje dajal po urniku, ustaljenem urniku, recimo vsak dan ob 3. Drugi skupini golobov je ugodje hrano dajal kaotično. Ni bilo urnika, ni bilo reda. In je opazoval, kako se obnašajo. In je ugotovil eno zelo pomembno razliko. Prva skupina je okrog 3 postala vznemirjena, dvignil se je srčni utrip, pospešeno so začeli dihati in se začeli okrog one napravce za hrane zbirati in klunčkati, a ne, da bi prišli do hrane. Preostali del dneva so bili mirni. So se naučili, kdaj pričakovati ugodje. In takrat se je organizem vzburil. Druga skupina golobov se ni mogla tega naučiti, ker ni bilo tega reda. Je bil kaotično podajanje, a ne, tega ugodja. Druga skupina je bila ves čas vznemirjena. Ves čas vznemirjena, z visokim srčnim utripom, pospešenim dihanjem in skozi so klunčkali po oni napravi. Kaj ima zdaj to z internetom? Internet je pravzaprav točno to. Naključni podajalec pomembnih, zabavnih, fajnih vsebin. Ne vemo, kdaj pričakovati. Kdaj bo like prišel, kdaj bo nov komentar na našo sliko, kdaj bo nov igralec v igri, kdaj bo update igre, kdaj bo nekaj novega. Ne vemo in smo ves čas vznemirjeni. A ne? Ko je bila še televizija, je bil dnevnik, tako kot je prej gospod Fajan povedal, zvečer ob 7:30, takrat se je vedel, a ne, ok, vznemirjene, novice, dnevnik, karkoli si pač že gledal, zdaj pa to preko celega dneva. In seveda, jaz se srečujem z mladostniki, ki imajo težave s koncentracijo, se ne morejo učiti, ne morejo v šoli spremljati, a ne, ampak v žepu pa ves čas telefon, ki še piska. Se pravi, smo še to spogojevali. Vsakič, ko piskne, odložimo potrebo, karkoli že to je, ali je to tuširanje, ali si na WC-ju, ali si karkoli že počneš, postane bolj pomemben odziv na ta pisk. To so poimenovali strokovnjaki fear of missing out, ga je tudi gospod prej omenil. Fear of missing out, a ne, strah, da bomo kar kaj zamudili, da bo neka življenjsko pomembna informacija šla mimo nas, a ne. Ampak v resnici, če pomislimo, ni, a ne, ni, če pomislimo, koliko življenjsko pomembnih informacij mi dobimo, ko surfamo po Facebooku ali pa po YouTubeu ali pa po Redditu ali pa po nekih drugih, po MMC-ju naprimer, koliko za naše življenje pomembnih informacij dobimo. Če sami sebe to vprašate, če ste uporabniki teh storitev. Ja, v resnici niso pomembne. Ja. Ja.
Ja, misli, da je pomembno. Oziroma so vsebine prevzele zadovoljevanje nekih ključnih potreb, naprimer, ko jaz punco, ki je visi na Snapchatu cel čas, vprašam, pa še med tem, ko je pri meni na svetovanju, vleče ven telefon, ko piskne, pa ne, moram, če ne, kaj se bo zgodilo? Ja, me ne bojo sprejeli, me bojo zavrnili. Zadaj je strah, da ne bo sprejeta, da jo ne bojo imeli radi. To je pravzaprav postala funkcija družbenih omrežij. Biti sprejet, biti del nečesa, biti del skupine in seveda za mladostnike je pa to ključna potreba. Ključna, življenjsko pomembna potreba, če malo karikiramo. In to se je zdaj preselilo na splet, kjer so te komunikacije bolj površinske, pravzaprav ne gre za popoln komunikacijski odnos, veliko si upamo na spletu, inhibicije popustijo, marsikaj je na spletu čisto drugače kot v živo, ampak je prevzelo funkcijo zadovoljevanja teh potreb. Za nomofobijo ste že slišali? Tudi pojav sodobne dobe, no mobile phone fobija. Se pravi, fobija pred tem, da ne bi bil dosegljiv. In ljudje doživljajo anksiozne občutke do paničnih napadov, če pozabijo doma mobitel, naprimer. Tako da stvari so lahko kar hude. Ja, omenila sem prej, da je vsa ta, ne samo gaming industrija, a lahko jaz tudi prosim za časovno opozorilo, ker jaz tudi, še 3 minute. Ok? No, samo za informacijo, koliko je prihodka iz gaming industrije letno, a vidite? Milijarde, 27 milijard Kitajska, 25 milijard Amerika. Tole so prihodki od socialnih omrežij po letih, leto 2017 41 milijard dolarjev. Se pravi, kar velik biznis. Tole mogoče si lahko tudi, če koga zanima, Nacionalni inštitut za javno zdravje naredil eno fajno raziskavo med slovenskimi osmošolci, koliko so zasvojeni z igrami in so ugotovili, da je 2,5 zasvojenih. Te, ki so zasvojeni, ostajajo na spletu povprečno med tednom 5,4 ure na dan, za vikend 6,9 ure na dan. Ostali povprečna uporaba 1,7 ure na dan med tednom, ko je šola, za vikend 2,5 ure na dan. Mi imamo primere tako 15 ur na dan, 16, 12, 7 ur je kar eno povprečje. Simptomi zasvojenosti, predvsem izguba občutka kontrole, tako nad časom, kot tudi nad vsebino, sprememba prehranjevalnih navad. Ali oseba opušča obroke, niti ne začuti, kdaj je lačna, ali se zelo nezdravo prehranjuje, ogromno imamo primerov prekomerne teže, mladostnikov, ki imajo 150 kg in več, ker se ne gibajo, ker večino časa sedijo. Nihanje razpoloženja je en simptom, se pravi, ko je na teh vsebinah, ki mu daje ugodje, je fajn, zadovoljen, euforičen, ko ni razdražljiv, nekaj manjka, ali pa apatičen, vse brez veze. Nič. Neka taka nihanja, reakcija močna, emocionalna ob odvzemu, neupoštevanje dogovorov, zanemarjanje obveznosti, zanemarjanje stvari, ki so bile prej nekdaj pomembne, sprememba spalnih navad. Imamo primere fantov, ki si ob 3 zjutraj naštimajo uro, da so od 3 do 6 igrajo igro, ob 6 pa gre v šolo. Ki se po noč zbujajo zato, da so na svojih vsebinah, ker takrat jim noben ne teži. Ja, rizični dejavniki so seveda tako, nismo vsi, ne potegne vse na enak način, čeprav je splet zasvojljiv sam po sebi, ampak ene potegne v igre, naprimer, ene potegne v družbena omrežja, ene pa ne, recimo. In neke psihološke lastnosti, tole je mogoče bolj za razvoj zasvojenosti z igrami, mi v praksi opažamo, da so bolj rizični fantje, tam povprečno starost, s katero se zdaj soočamo, je tam 12, 13, 14 let, ki so bolj introvertirani, sicer visoko inteligentni, čustveno labilni, z nizko samopodobo. Nizko samopodobo opažamo tudi pri dekletih, ki prekomerno uporabljajo družbena omrežja. Zelo nizko samopodobo, nezaupanje vase, tudi osamljenost,
V družini seveda, mogoče še to, ADHD, se pravi motnja pozornosti, je rizičen dejavnik. Tudi Aspergerjev sindrom je rizičen dejavnik. Depresivna razpoloženja pri mladostnikih, anksiozna stanja pri mladostnikih so rizičen dejavnik. Osamljenost tudi. Je treba biti še posebej pozoren, ne? V družini pa seveda prezgodnji stik, nenadzorovan stik, ni pravil, starši ni nekega dogovora ali pa pravil, ne nadzorujejo niti vsebine, niti časa in tudi že družina sama recimo prevzema neke slabe strategije reševanja težav. Varovalni so seveda nasprotni, ne? Postaviti nekje do 14. leta priporočamo, da ima starš nadzor nad vsebino, nad gesli in nad tistimi aplikacijami, ki jih otrok uporablja. Do 14. leta, ne? Potem bo otrok že, če je seveda predhodno bilo to nadzorovano na kontinuiran, vedno isti način, bo otrok ta zunanji nadzor ponotranjil v notranji nadzor. Je pa potrebno, da je nadzor najprej zunanji, ne avtoritativen oziroma avtoritaren, a ne? Ne. Asertivno, meje, pravila so take, če želiš svoj telefon, je to pogoj. Vzemi ali pusti. No, mogoče sam še nekaj priporočil, tole bo pa zdaj kar zadnji slajd, sem že, a ne? Je že čas. Fino je, da recimo tale en tak zelo konkreten, naj otroci, mladostniki ne kupujejo naprav z lastnimi prihranki. Zakaj? Ravno 2 tedna nazaj sem imela primer, kjer je mladostnik 16 let star prijavil mamo policiji, ker mu je zaplenila računalnik, ki ga je kupil s svojimi prihranki. Ja. In je dejansko on na tem stališču bil, mama mi je ukradla računalnik. Mimogrede, a ne, tukaj po uradni dolžnosti ne bo nobenih postopkov speljanih, lahko pa on zasebno toži mamo. Lahko, ima v civilnem pravu to možnost, dobil bo skrbnika za poseben primer strani centra in bo voden civilen postopek na sodišču glede te, ne gre pa za tatvino kot tako, a ne. Otroška soba ni prostor za naprave, ponoči telefon naj gre ven iz sobe, med učenjem naj gre telefon stran, tudi televizija, računalniki v otroških sobah nimajo prostora. Prehranjevanje za računalnikom, to je lahko pravilo cele družine, a ne, ko jemo, nimamo telefonov v rokah ali pa ne nosimo hrane za računalnik, to se lahko cela družina takega dogovora drži. Kot tudi tegale na koncu. En dan v tednu imajo lahko vsi člani družine tako imenovani e-post. Ne uporabljajo naprav. Jaz mislim, da je to v današnjem času še možno in kar priporočljivo, a ne. Če ne, pa lahko starši nadzirajo z različnimi aplikacijami, z starševskim nadzorom, a ne. Lahko tudi zablokirajo določene vsebine, tukaj je samo nekaj primerov aplikacij, takih aplikacij je veliko. In seveda najbolj pomembna pa so ta pravila. Zdaj bi pa jaz samo še na kontakt šla, se pa imam samo še par slikc od logouta, da boste vedeli, kje nas kontaktirate. Mi smo drugače financirani iz Ministrstva za delo, z Ministrstva za zdravje, tako da so naše storitve pomoči za uporabnike brezplačne. Imamo individualno obravnavo, skupinsko obravnavo, vsako poletje gremo na log-off tabor, tam, ko ni signala, pa Wi-Fi-ja. Organiziramo tudi predavanja za starše po šolah, predavanja za učitelje, tako da lahko kontaktirate, smo odzivni, se radi povezujemo. Zdaj pa, če je še kakšno vprašanje, bi mogoče lahko izkoristili, ker namreč odhajam takoj naprej. Imam že svetovanja, če bi kdo želel kaj vprašati, mogoče kar zdaj lahko. A lahko, gospa? A imate? Ok. Najprej hvala lepa. Vi ste danes izpostavili v svojih prezentaciji dvakrat zelo pomembno temo, ki se je danes pravzaprav nismo kaj prida še dotaknili, in sicer to je internetna pornografija in zasvojenost z njo. Ali lahko prosim poveste nekaj iz svojih lastnih izkušenj v organizaciji Logout, kako velik problem je to, zlasti, ker govorimo danes o zasvojenosti med otroki in mladimi? Ja, zdaj spletno pornografijo imamo mi izkušnje predvsem pri mlajših odraslih in tudi pri odraslih, ki se k nam po pomoč obračajo.
Sam stik s spletno pornografijo je pa že zelo zgodaj. Nekje sem brala 10-9 let, oziroma je že pod 9 let starost meja, kjer otroci prvič prihajajo v stik s spletno pornografijo. To ne pomeni zasvojenost, lahko pa pomeni neka določena stališča oblikovana o spolnosti, ki so daleč od realne spolnosti in intimnosti. V tem primeru ogromno lahko naredijo starši. S preventivo, s pogovorom o tem, mogoče blokiranjem določenih spletnih vsebin, NetNanny je en tak, no se ste tam, je bilo par napisanih. Sicer je pa pri spletni pornografiji mi priporočamo abstinenco od te kritične vsebine. Nekje 3 mesece, oziroma potem tudi nadaljno abstinenco. Delo je pa individualno, seveda odkrivanje, kaj človek s tem pridobi, kaj zadovoljuje s tem. Velikokrat gre za pravzaprav način sproščanja, kjer pač mora preko masturbacije v bistvu sprosti svojo napetost. Pa morda še to, kdo je iniciator oziroma pobudnik tega, da se nekdo sploh prijavi v katerega od vaših programov kurativnih? A so to starši ali so to sami mladostniki? Oboje. To so starši, največkrat sami mladostniki. Imamo tudi primer, kjer je sodišče izdalo sklep, da mladostnik se mora vključiti v program, naš program obravnave, ker je bil sam storilec nekih zlorab preko Facebooka. Imamo primere, kjer Center za socialno delo napoti uporabnika k nam. Imamo primer, kjer šola da pogoj, toliko pa toliko neupravičenih imaš, ugotovijo, da je to zaradi te težave, vključi se v program oziroma izključitev. To so zdaj primeri iz prakse. Napotujejo organizacije, sami pridejo bolj starejši, bom rekla, največkrat pa starši. Dobro, hvala lepa. In morda še kakšno vprašanje? Če ni, potem, gospa Rež, najlepša hvala. Hvala tudi vam.